V vasi Mestinje, v bližini Šmarja pri Jelšah, stoji rojstna hiša doktorja Jakoba Sketa, slovenskega pisatelja, pedagoga in urednika. Letos mineva 170 let od njegovega rojstva in 110 let od njegove smrti. Družba svetega Mohorja v Celovcu mu je leta 1937 na rojstni hiši odkrila spominsko ploščo. Sketovo življenjsko delo, ki ga je uresničeval skozi poklic gimnazijskega profesorja, kot tudi pisatelja in urednika, je pomenilo predvsem uveljavitev slovenskega jezika kot govorjene in pisane besede ter ohranjanje in krepitev slovenstva na takrat še slovenskem Koroškem, kjer je živel in ustvarjal. Mlada starša kmečkega rodu, Jurij in Barbara Sket, sta 2. julija 1852 povila svojega prvega otroka, Jakoba. Sledilo mu je še 8 bratov in sester. Jakob je 2-letno ljudsko šolo obiskoval na Sladki gori. Ker je bil nadarjen učenec, so ga starši vpisali na normalko v Celje, kjer se je naučil nemščine, da je lahko šolanje nadaljeval na gimnaziji v Mariboru. Tam ga je navdušila ideja slovenske narodnosti, ki je živahno vrvela med Štajerci, in tudi Jakob je postal aktiven med tamkajšnjimi narodnozavednimi dijaki. Leta 1873 je z odličnim uspehom opravil maturo ter se odločil za študij klasičnega jezikoslovja, slovenščine in nemščine. Tudi v Gradcu ni pozabil, da je Slovenec. Sodeloval je pri ustanovitvi Društva slovenskih študentov v Gradcu, Akademskega društva Triglav. Zaradi posebnega zanimanja za primerjalno jezikoslovje je Jakob Sket v času študija prejemal posebno štipendijo, ki je bila namenjena izobraževanju prihodnjih univerzitetnih profesorjev. Čeprav je leta 1878 doktoriral, se mu želja, da bi postal univerzitetni profesor, nikoli ni uresničila. Posvetil se je službi profesorja na celovški gimnaziji, kjer je poučeval vse do upokojitve. Poleg poučevanja pa je bil aktiven tudi na drugih področjih. Najprej se je lotil nedokončanega dela svojega predhodnika, takrat že pokojnega slavista in slovničarja, profesorja na celovški gimnaziji Antona Janežiča, ki je postavil temelje slovenskemu pouku na srednjih šolah. Sket je s primerno srednješolsko učno literaturo, slovenskimi slovnicami in čitankami želel vplivati na kvaliteto slovenskega pouka. Izdal je več slovenskih slovstvenih čitank za vse razrede srednjih šol, nato pa je predelal še Janežičevo slovensko slovnico ter popravil tudi njegov cvetnik, berilo za slovensko mladino. Sestavil je še slovensko-nemški in nemško-slovenski žepni slovarček, s katerim je omogočil nemško govorečim, da se naučijo slovenskega jezika. Po Sketovi zaslugi je na gimnaziji takratne koroške prestolnice slovenščina postala maturitetni predmet. Kot profesor je slovel po delavnosti, natančnosti in izjemni izobraženosti. Bil je strog in pravičen, in ne samo dober učitelj slovenskega jezika, temveč je mlade dijake usmerjal na novo pot do boljše prihodnosti slovenskega naroda. Med letoma 1881 in 1886 je bil urednik časopisa Kres. Bil je član odbora Mohorjeve družbe, leta 1889 njen urednik, zadnje leto svojega življenja pa tudi njen ravnatelj. Z nekaj leposlovnimi deli pa je ustvarjal tudi svojo pisateljsko pot. Njegovo prvo literarno delo, avtobiografski roman Milko Vogrin, je izšlo leta 1883 v časopisu Kres. V naslednjih 2 letih pa sta v Kresu izšli še njegovi noveli Žrtva ljubosumnosti ter Slika in srce. Ko je leta 1882 Mohorjeva družba razpisala natečaj za zgodbo na temo življenja domačinov, se je nanj prijavil tudi Jakob Sket.
Zgodba, ki jo je napisal, je temeljila na ustnem izročilu, ki se je med prebivalci Svaten pri Šentjakobu v Rožni dolini prenašalo že stoletja. Ustno izročilo pa je bilo tudi del zapisa v župnijski kroniki, ki ga je po resničnih dogodkih leta 1478 natančno zapisoval župnik v Šmartinu na Teholici Jakob Unrest. Sketova zgodovinska pripoved iz turških časov Miklo Vazala je bila na natečaju izbrana za najboljšo zgodbo ter postala njegovo največje leposlovno delo. Zgodba opisuje junaški boj preprostega slovenskega kmeta v 15. stoletju, v času, ko so Koroško napadali Turki. Opisuje, kako so se kmetje brez podpore plemstva pogumno in vztrajno borili proti krutemu sovražniku ter kljub vsemu ohranjali svojo vero in domovino. Čeprav so se vaščani zatekli na bližnji hrib, v zavetje razvalin starega gradu na Turnah, niso uspeli preprečiti turškega pustošenja. Zaradi izdaje so Turki večino vaščanov pobili, otroke in ženske pa odpeljali v suženjstvo. Tragična zgodba, katere osrednji lik je deklica Zala, ki jo Turki ugrabijo in odpeljajo v suženjstvo, se kljub vsemu srečno konča, saj se po 7 letih Miklo Vazala s pomočjo svojega strica pogumno reši suženjstva in vrne v svoj domači kraj. O resničnosti dogodkov danes priča spominska plošča na Miklovi domačiji ter ostanki gradu na Turnah, ki med svojimi ruševinami še vedno daje občutek miru in zaščite ter ponuja prelepe razglede na eni strani na Celovško kotlino do reke Drave ter na drugi na vrhove Karavank. Izvirna povest Miklo Vazala, ki je prvič izšla leta 1884 v 38. zvezku slovenskih večernic, je dosegla izjemen uspeh. Doživela je tudi vrsto uprizoritev na ljudskih odrih in postala ena izmed najbolj priljubljenih ljudskih iger. Prvič je bila uprizorjena leta 1897 v Gorici, še več uprizoritev pa je v začetku 20. stoletja doživela na Koroškem, ko je povest dramatiziral domačin, ljudski dramatik, režiser in igralec Jakob Špicar. V naslednjih letih so igro igrali na Jesenicah, v Celovcu in v Ljubljani, kmalu zatem pa po vsem takratnem slovenskem ozemlju. V Šmarju pri Jelšah so Miklo Vazalo prvič uprizorili člani kulturnega društva Anton Aškerc pod vodstvom Amalije in Avgusta Anderluh leta 1952 ob 100. obletnici Sketovega rojstva. Njeno premiero so uprizorili v Mestinju na prostem ter njeno ponovitev v srčju gradu Jelšingrad. Na tej veličastni prireditvi je nastopalo več kot 100 igralcev, pevcev, konjenikov in statistov. Ob 150. obletnici Sketovega rojstva pa so Miklo Vazalo v Mestinju uprizorili tudi člani kulturnega društva Jakob Sket Mestinje. Nekako v kulturnem društvu smo se odločili, da bomo obeležili jubilej 150-letnice rojstva Jakoba Sketa. Jakob Sket se je rodil v Mestinju, torej je naš Mestinčan. Po njem imamo tudi ime naše društvo, torej kulturno društvo Jakob Sket Mestinje. Na osnovi tega smo skupaj z župnikom, ki je bil na Sladki gori, Rokom Metličarjem, začeli pripravljati prireditev. Odločili smo se, da bo prireditev na prostem, torej nekje na Zupančevem travniku, enako kot je že bila pred mnogimi leti prireditev v Mestinju ob jubileju Jakoba Sketa. Odločili smo se, da bomo prvi del, torej tisti del, ko se je dogajalo v Sloveniji pred prihodom Turkov, odplesali. Folklorna skupina Jakob Sket Mestinje in pa otroška folklorna skupina sta ta del plesno uprizorili.
v tistem delu, ko je prišel do turškega vdora, so prišli ti Turki na konjih, odpeljali Zalo. Dogajanje v Turčiji so razni pevski zbori iz območja upravne enote Šmarje z pesmimi prikazali, kaj se je dogajalo v Turčiji z Zalo. Sama vrnitev Zale nazaj v domači kraj pa je bila odigrana, torej so naši člani kulturnega društva in pa tudi nekateri zunanji, ki so nam pomagali pri tem, odigrali. Prireditev je bila zelo množično obiskana, preko 1000 obiskovalcev je bilo na tem našem travniku v Mestinju, nastopajočih je bilo preko 100. Prireditev smo tudi, oziroma to uprizoritev Miklove Zale smo tudi ponovili še na Sladki gori v mesecu juniju in tudi tam je bila zelo množično obiskana. Letošnje leto tudi kulturno društvo praznuje 40 let delovanja. V sklopu tega 40-letnice imamo namen tudi pripraviti prireditev. V to prireditev bomo vključili tudi jubilej od Jakoba Sketa, tako da bomo nekje prireditev združili 40 let delovanja kulturnega društva in pa 160-letnico rojstva Jakoba Sketa. Svoj domači kraj je dr. Jakob Sket zapustil že v mladosti. Starše ter mlajše brate in sestre je občasno še obiskoval. Skrbel je za očeta po materini smrti, vendar se v Mestinje zavedno ni nikoli več vrnil. Ostal je v Celovcu, kjer se je poročil in 31 let poučeval na tamkajšnji gimnaziji. Kmalu po upokojitvi je zbolel in 11. aprila 1912 umrl v 60. letu svoje starosti. Kljub njegovim velikim prizadevanjem za slovensko besedo in slovenski narod je najbolj znan po povesti Miklova Zala. Čeprav se je zgodba med prebivalci Šentjakoba v Rožu že stoletja ohranjala kot ustno izročilo, Sketova povest Miklova Zala pomembno prispeva kulturnemu, narodnostnemu in jezikovnemu povezovanju tamkajšnjega obmejnega prebivalstva ter postaja simbol nekdanjega skupnega slovenskega kulturnega prostora.